Kaj si nazadnje z Bitcoinom kupil? Na zadnje, Mam jaz kar res povedal, da jaz sem danes kupil čilijo mako. res? Ja. Kdo ti je predal? Na tržnici. Gospod sem orange pilo, zdaj sem parkrat kupil. Super, veš, da jaz pa nimam te sreče, da bi imel kakšnega kmeta, ki bi sprejemal Bitcoin. Ampak BlackRock sprejema Bitcoina, ne? Ja, Bo drži. nekaj o tem povedala. Povedala bo tudi o Deutsche Telekomu, kaj počne z Bitcoinom. Mhm. Bil si na NiceHash konferenci v Mariboru. Ja, drži, bom zelo na kratko povedal. Pogledala bova, koliko to stane. To už pa ti govoril, a ne? Bom in odgovorila na vprašanje poslušalca Aljaža. Ja, pa nekaj bova še o zasebnosti povedala, klele spet en napad. To je oddaja na Coinu, portala Decrypt in z vami sva David, in Stane. V njej razpravljava o Bitcoinu na preprost način. zelo po domače. Če ti v družbi nerodno vprašati o kakšni stvari, Vprašaj najo in posnela bova odgovor. vprašanje pošli na info@decrypt.com. Oziroma info@dakript.com. Ameriški sklad BlackRock Črn kamen, ja? je z Bitcoin skladom dosegel en mejnik. Kater mejnik je dosegel, David? Prehitev je njihov ETF zlata, in sicer v manj kot letu. Zlato, zbrav njihov ETF sklad, ki je vezan na zlato, drži 33 milijard premoženja. No, Bitcoin pa zdaj njihov ETF drži 42 milijard. Tako da rekordna rast v manj kot letu ga je dohitel oziroma prehitev že. To verjetno pomeni oboje, in rast osnovnega sredstva v primerjavi z dolarjem in verjetno več vlagateljev v Bitcoin sklad kot v sklad zlata. Ali kaj? Ja, veš, da nisem šel to gledati. To moramo pogledati, koliko je zdaj teh, pa koliko je ena delnica tega sklada, to pa nisem šel gledati. Verjetno se del teh vlagateljev, ki so bili prej v zlatu, seli zdaj v Bitcoin sklad, ne? Si predstavljam. To pomeni, da so vlagatelji našli novo digitalno zlato, Ja, verjetno. tako kot mi. Še kaj? Ti tale, se pravi BlackRock, ne? Bitcoin ETF je prehitel ETF zlata pri njih. Ampak le pa vidim, da je tudi tržna kapitalizacija Bitcoina višja kot pa srebra. Še dobro, da ga nimam, srebra namreč. Jaz pa zdaj začel uhane delati iz Bitcoina. To vidiš, A to dobro? to je ziher dobro. Plastične narediš. Ja, se pravi, da ni nobene uporabne vrednosti Bitcoina ali pa te, kaj je to, notranje vrednosti Bitcoina. Mogoče je pa to. Še kaj? Ampak sem pa zasledil, da na primer Deutsche Telekom pa je začel rudar Bitcoin s presežno energijo. V Nemčiji? Yes. Zanimivo. Tako da mogoče bo tudi pri nas najdel kje presežno energijo. Ko sva ravno pri rudarjenju, prejšnji teden je potekala konferenca v Mariboru, ki jo je organiziralo podjetje NiceHash, ki je največji trgovec rudarske moči, a ne? Ja, Na svetu. oni so tržnica, ki povezujejo rudarje in druge, ki bi to Kako je bilo na vlagali. konferenci? Hiter. Zdelo se mi je, da je prišlo dosti novih ljudi, ki jih zanima Bitcoin, in z veseljem smo tam pomagali jim razumeti, kako delujejo denarnice, kje lahko kupijo Bitcoin, filozofija Bitcoina. Bili smo tudi na odru, malo predstavili, kaj se dogaja v Sloveniji. Super. Tako da, Kakšna je bila organizacija? Organizacija pa mislim, da je bila na vrhunskem nivoju, primerljiva z drugimi svetovnimi konferencami. Tako da Odlično. A res lahko- pohvala NiceHashu Ja, tega. to je pa res lepo slišati. A lahko že vidimo kakšne posnetke panelov, govorov? Ne, še bodo pa. Tako da In na konferenci je bil tako slovenski oder kot oder v angleškem jeziku. Verjetno so za nas najbolj zanimivi paneli v slovenskem jeziku, a ne? ja, se splača pogledati, a ne samo zaradi nas. Tudi Škraba je govoril o Bitcoinu, o suverenosti, o svobodi govora, zakaj je Bitcoin pomemben. Klemen je predstavil svojo knjigo, govoril je o Bitcoinu kot novem razredu premoženja oziroma sredstva. Tako da ja, splača se pogledati. Imamo vprašanje poslušalca Aljaža. Aljaš naj vprašal, če lahko malo pokomentiramo, kaj se je dogajalo
v Kazanu, kjer so se dobili člani BRICS-a. In sicer, Najprej moramo povedati, kdo kaj, so člani ja, BRICS-a. kaj sploh to je, ne? To so Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska, ne? pa še nekdo. South Africa je. Ja, South Africa, ja. No, in oni so se dobili, plus še ostalih 150, nam rekel članov, tisti, ki imajo interes, da bi pristopili k temu. Kaj so pa govorili? Najavili so BRICS Pay. BRICS Pay je v bistvu nov plačilni sistem, ki naj bi omogočil vsem državam, da trgujejo oziroma da prenašajo denar, sredstva, ena drugi v lastni valuti. Se pravi, da ne gre več za dolar, da grejo mimo dolarja in da lahko plačujejo v lastni valuti. Zdaj, jaz se sicer vprašam, zakaj bi druga stran želela imeti neko drugo valuto, ki ve, da bo tudi zgubljala vrednost. Tako da na začetku je bilo sicer rečeno, da bi v zadnji bil zlato, bi se vezala vrednost neke BRICS valute, nove na zlato, no do tega, da zdaj ni prišlo. Zato me je malo presenetilo to, da bojo kar s svojim valutam. Za države je dobro, zaradi tega, ker seveda bo povpraševanje drugih po njihovi valuti, kar je za njih dobro, za posamezno državo. Po drugi strani, zakaj bi na drugi strani nekdo sprejemal valuto, ki še hitreje kot dolar zgublja vrednost. Poleg tega bo pri vsakem plačilu nastal nek strošek prenosa poravnave, da ja, drži. Zdaj tukaj naj bi zadeva delovala na distributed ledger technology, se pravi, kaj je to po slovensko. Skratka, naj bi delali na DLT tehnologiji, v ozadju pa se nekako riše Ripple. Po drugi strani pa, to je zdaj špekulacija, uradno še ni bilo rečeno, uradno je pa bilo, da ne bi se uporabila UPI tehnologija in WePay tehnologija. Tako da, to je kitajsko. To je kitajsko, ja. Bomo videli, kaj bo, ker seveda ima vsak interes tukaj, ne, Rusija svoj, Kitajci svoj, Indija svoj. Kot vem, to na Kitajskem odlično deluje, kar se tiče izmenjave sredstev v realnem času, Drži. ampak hkrati tudi odlično nadzorno sredstvo državljanov. Absolutno. Nas je tukaj, ne bo neke hudega napredka, s samim plačilnim in poravnalnim sistemom. Ja, izognejo se dolarju, ja, bo povpraševanje po valuti posamezne države za trgovanje, ampak še vedno bo to nekdo nadzoroval, pa jih bo nadzoroval več in ta močnejši bo še vedno imel moč, da bojo lahko karkoli ali pa kogarkoli iz sistema vrgli, pa ga ugasnili. To govorimo o posameznem deležniku, človeku in o državi, predvsem o državi tukaj. To se dogaja bolj na veleprodajnem, se pravi meddržavnem nivoju. Ja, potem je pa naprej seveda naslednja stopnja verjetno bo pa, da bi lahko tudi podjetja povezalo to, ta večja. Kako je pa s posameznimi, se pravi posamezniki, to pa ni bilo tukaj omenjeno. Bodo se pa seveda večje banke se že integrirajo v to noter, v ta nov sistem. Super, pripravil si tudi neko novico, ki izhaja iz Združenih držav Amerike o strateških Bitcoin rezervah. To je že pred volitvami, se ima začelo o tem govoriti. Strateške Bitcoin rezerve, v bistvu, če tako gledava, je Salvador že začel, to je zdaj mislim, da 2 leti, kupuje en Bitcoin na dan. Zato vemo, kaj ima pa še ostalo, pa ne vemo. Druga je Bhutan, ki je tudi javno razglasila, da drži, da rudari Bitcoin in ga drži. No, potem je pa tukaj v ZDA pred samimi volitvami je bil to predlog zaradi pričakovane višje inflacije dolarja in tudi zaradi ogromnega državnega dolga, ki ga ne bodo mogli odplačati, razen tako, da bojo mogli naprintati ogromne količine dolarja. Predlog je bil, da se vzpostavijo Bitcoin rezerve, pomeni, da bi z pomočjo Bitcoina lahko deloma odplačevali ta dolg oziroma ga znižali na dolgi rok. A to hkrati tudi pomeni, da bi oni dolar vezali na Bitcoin ali to še ne? Ne, mislim, da to še ni govora. Predvsem je bilo govora o tem, da
predlog, da v 5 letih, če se ne motim, naj bi ZDA pridobile 1 milijon enot bitcoina. 250 so ga zasegli, tako da to ga že držijo. Ne. Ampak Prav, od teh 250 so nekaj še dolžni, če se ne motim. ne vem, je to zdaj Bitfinex Tether so. ali Tether, ne? Ja, v Mislim, zadju. da Ja, so, drži. Mislim, da je kar dost teh bitcoinov, 90 tisoč. 90 celo, no. Ja, ogromen. No, cilj je, da jih naj bi jih v 5 letih 1 milijon kupili. In ja, zdaj pa kako to narediti? Ena stvar je printati dolar, In povzročati inflacijo. seveda, za inflacijo preko dolarja inflacijo izvažajo na ven, se pravi na preostali svet, in na najbolj občutijo oni, tako kot je do zdaj že bilo. In ja, to je ena verjetno strategija, ki jo bojo ubrali. Druga je pa, mislim, da sam bolj bila napačna informacija, da bi prodali zlato, zato da bi kupili bitcoin. Je pa zanimiva tudi ta tema. Ne? No, ja. Se pravi, če imaš drug hard asset, se pravi, zakaj bi prodajal to, če imaš na drugi strani printer denarja, ki ga lahko z njim manipuliraš. In, Če še naprej malo filozofiramo, na drugi strani imajo pa oni ogromno bitcoin rudarjev v Teksasu v Ameriki, Yep. če računajo na neko prevlado pri miningu in se s tem dejansko zgodi nek prehod iz analognega zlata na bitcoin kot digitalno zlato, pa to ima lahko smisel prodaje zlata. Ne? Ja, drži. Pazi to, še ena mogoče zanimiva stvar. Prej sem omenil BlackRock, ne? BlackRock drži, ne vem zdaj številka, je že to 200-300 tisoč bitcoinov, ne vem, poglejte, koliko jih drži. Za ta ETF sklad, ne? Kaj pa če pa ZDA lepo zaseže to, pa reče, da je to njihova strateška rezerva. Vse to se ne bi zgodilo prvič, ne? To se je v bistvu zgodilo tudi z zlatom, ki so rekli, prinesti ga noter. To je bilo, mislim, da 28 ali pa 33 leta prejšnjega stoletja, ki so prepovedali držati zlato prebivalcem ZDA in so ga mogli prinesti. Kaj bi to pomenilo za človeka, ki drži bitcoin, za privatno osebo? Mu bo šla vrednost kupna moč gor, vrednost v dolarjih gor, ali zna država manipulirati ceno bitcoina? Še vedno se da manipulirati. Zdaj, koliko je vprašanje? Mislim, da je bila manipulirana cena tudi zdaj v zadnjih pol leta, ki je bila dost primer. Ampak to prodajal? Ja, vse sem prodal, nimam več nič. Ampak na dolgi rok, ne, bitcoin je omejen. In zdaj, če lahko spremljamo na blockchainu, bitcoin blockchainu, premike denarja in jih še vedno lahko štejemo, se pravi, da je še vedno transparenten, do neke mere lahko manipulirajo, ampak enkrat pa zmanjka. Dajva zabluziti še do konca. Bitcoin je omejen, sva rekla. Pa rekla sva, da si Združene države Amerike trudijo nekako monopolizirati rudarjenje. A lahko oni double spendajo bitcoin? A lahko oni vplivajo na protokol? Kaj se bo zgodilo? V teoriji ja, ne. Kaj se bo zgodilo, če oni double spendajo? A se bo Mislim- vrednost bitcoina sesula? Ali bodo oni z nekim marketingom uspeli svoj daljši chain uveljaviti kot tisti pravi bitcoin? Kaj bi ti naredil kot vlagatelj? Ali bi prodal, ali bi držal, ali bi čakal? Kaj bi naredil? Ali bi oba forka probal unovčiti? Ali bi se ustrašil? Definitivno bi te starega držal. Ne? Zdaj pa kako bo pa s novim, pa a se bo enaka količina kar naenkrat mojega bitcoina pojavila tudi v novem bitcoinu, Bitcoin ZDA, če ga tako imenujeva, ne? Kaj pa, če ga oni ne bodo hoteli preimenovati tega novega, če bodo hoteli ta starega preimenovati, če se spomniva? Se bomo vedeli, kjer je ta star, mislim, kjer je enak, ne? Ether Classic. Ta Classic se nikoli ni pobral, se mi zdi. Drži. Mislim, ja, vedno je napad možen na dolgi, se pravi, da bi lahko double spendali dlje časa, ne morejo lahko na kratek rok. A je to res v njihovo korist? En blok mogoče je lahko, ali pa kakorkoli dva, kakorkoli že, imajo več energije, več minerjev, ampak to bi znali negativno vplivati. Ne? Se pravi, če je to odprto mreže, do katerega lahko vsi dostopajo in ga vsi gledamo lahko, če bomo videli, da je nekdo začel zdaj manipulirati, pa ima prevladujoč položaj, jaz mislim, da bomo
ostali na starem protokolu, kakorkoli mu bo že ime, ker bomo želeli to, kar imamo do zdaj. Se pravi, da nima nihče prevladujočega položaja in smo še mi vedno tisti, ki odločamo o svojem bitcoinu. Okay. Če se spomnimo na najno debato glede prodaje zlata ali printanja dolarja, da dobijo milijon bitcoinov, če bi oni prodali zlato, verjetno ne bodo uničili bitcoina, ker bo to njihovo novo zlato. Če pa zlata ne prodajo in bodo vse delali s printanjem dolarja, bi pa znal biti to tudi napad na bitcoina, ne? Ali pa lažje bi bil izvedljiv tako. Napad v smislu, da pride do večje količine? Ja, In same količine in na minerjih? Pod nadzor ameriških mining poolov. Aha, ja. Sam, dajva tako gledati, ne, če majna, mislim, če je ZDA taka, želi prevlado zdaj na trgu rudarjev, ima na drugi strani najmanj še Kitajsko, pa najmanj še Rusijo. Pa zdaj se je začela ogrevati še Bližnji vzhod, Saudska Arabija in tam okrog. No, to je ne vem, če bi ZDA kar tako lahko uspela, ker ima na drugi strani še to je dobra novica. kar nekaj. Tako pozitivno zaključiti, se pravi, ni kar tako enostavno uničiti bitcoina. Ne, to je pa že Marko Tarman povedal, ker je pri nama. Poslušajte del. Koliko epizod nazaj? 2 epizodi, ja. Se pravi, mislim, da je bila 17, če se ne motim. Ja. Še novice iz Pensilvanije, si je pripravil, kaj se je tam zgodilo? Ja, oni so prvi, ko so pripravili dejansko zakonodajo o bitcoin strateških rezervah. Za njihovo državo, ne? Tako, se pravi, zvezna država v ZDA ima že zakonodajo, ki govori o tem. Zdaj, kaj bojo pa naredili, bomo pa videli. Ni pa toliko majhna zvezna država, to imajo pa tudi zemeljski plin. Se pravi, ogromne količine, kar velik del. Zdaj tukaj ne vem, a največji del v ZDA ali celo tudi svetovno en večjih deležev. Okay, če potegneva vzporednico s Slovenijo, lahko pričakujeva, da bo tudi koga srečala pamet in bomo imeli bitcoin strateško rezervo? Jaz si zelo želim. Verjetno ne ta vlada, pa mogoče še ne naslednja. Kakšna po teh bi pa se mogoče že kaj naučila ali pa mogoče bi nas zdaj kaj poslušala. Ja, tako reči, vsi tisti srednješolci, ki se pripravljate biti predsedniki vlade, dajte to danes v glavo in izvedite, ko boste predsednik vlade. Ja, bitcoin strateška rezerva v Sloveniji. Za prihodnost vašo in vaših otrok. In nas, ki bomo takrat penzionerje, ne? Pa ni treba, da je to milijon bitcoina. Lahko začnemo pri 10,000. Recimo. Opažava pa še en trend, in sicer strateške rezerve bitcoina v velikih podjetjih. Ja, MicroStrategy je tista prva firma, ki je s tem začela. Zdaj na Japonskem mislim, da je bila druga javna firma, ki kotira na borzi, ki posnema njih. Zdaj pa seveda, ker je Trump zmagal v ZDA in podporniki njegovi so simpatizeri bitcoina, tudi veliko podporo denarno je dobil od njih, se pravi, je bilo kar nekaj lobiranja tukaj. Je bil to znak, da bo v ZDA bitcoinu ali pa kriptu bolj prijazna zakonodaja, kot pa trenutna administracija, ne, kaže to. In zato je kar naenkrat postala tema bitcoin v strateških rezervah podjetja, se pravi podjetja, ki imajo denaren tok, pozitiven in držijo denarna sredstva v takšni ali drugačni obliki, zgubljajo realno vrednost, se pravi, zgubljajo kupno moč na dolgi rok in se zavedajo, da morajo nekaj narediti. Zdaj državne obveznice so samomor, delnice druge špekulacija. Zdaj tukaj prihaja bitcoin kot ena možnost. Ja, in ja, se ogromno govori zdaj mi samo en delčke tega slišimo, ne? Koliko mora tega dejansko biti, koliko se mora tega dejansko dogajati, ne vemo, ampak si predstavljam, da je ogromno. Se pa dogaja to pri manjših podjetjih že dlje časa. Pa tudi se tega seveda ne ve. Tudi v Sloveniji. Tudi imam informacije, da se te zadeve v Sloveniji dogajajo, se pravi podjetja, ki so uspešna, ki so produktivna, ki imajo pozitiven cash flow, denar nalagajo oziroma kupujejo bitcoin. A je v Sloveniji to kaj stimulirano, ali podjetja plačajo
konc leta dobiček oziroma davek na nerealiziran dobiček. Zaenkrat ne. Ja, drugače imava pa pol še na zadnje, pa Thumbs Up je ena firma, ki je zdaj te dni sprejela to, da bojo držali Bitcoin in pravijo, da je začeli z 1 milijonom, pa ne Bitcoina, nakupom. Z nakupom $1 milijon Bitcoina. Pri teh strateških rezervah ne smemo pozabiti na to, kar so nekateri že napovedovali, in sicer, da se začne odvijati teorija iger. Ko bo neka večja, pomembna država začela uporabljati Bitcoin, se pravi kupovati Bitcoin kot strateško rezervo, bodo drugi enostavno prisiljeni slediti. In enako velja pri podjetjih. Se pravi, večja podjetja, Microsoft reči to že naredil, ampak ostala, zdaj, ker so dobila tudi signal, da bo regulativa bolj jasna in Bitcoinu prijazna, bodo verjetno tudi prisiljena v ta korak. Pa še to, se pravi, Bitcoin strateška rezerva pri podjetjih bo v bistvu nam pokazala, bo nek merilc, kako deluje podjetje, kakšno je poslovanje. V primeru, da bomo videli, da podjetje prodaja, bomo vedeli, da dela slabo. In po drugi strani, če bodo kupovali ali pa če bo ta rezerva ostala enaka, bomo vedeli, da podjetje dela dobro, produktivno. Tako da Bitcoin bo postal ne samo sredstvo, s katerim bomo vrednost prenašali v prihodnost, ampak tudi pokazatelj, kako posluje podjetje ali pa kako posluje država. David, kaj pa pokojninski skladi? A že vidimo, kje kakšne, ki bi v svoje rezerve dajali Bitcoin? Ja, so že. V UK-ju so že bili, mislim, da tudi celo v Nemčiji, ZDA tudi se pripravljajo, pa nekateri so že kaj kupili. Zadnji izmed teh, ampak to je še zelo na začetku. Zadnji izmed teh je pa zdaj novica za Cartwright, gre pa za UK, se pravi Veliko Britanijo, pokojninski sklad, ki pravi, da bo kupil 3% svojega portfelja, tako se pravi alociral v Bitcoin. Kar ni to toliko malo, ampak takole, če se spomniš, to sva govorila kar nekajkrat, že kar nekaj časa nazaj, o tem, da pokojninski skladi so v bistvu ponzi sheme povsod po svetu, tudi pri nas. In zakaj ne bi držali Bitcoin ali pa se izpostavili vsaj za 1%, če na drugi strani morajo kupovati neke državne obveznice, morajo kupovati neke delnice, rečemo, državnih firm, ki kotirajo na borzi, pa potem imajo svojo naložbeno politiko, ki je takšna ali drugačna, ampak vedno so zadnji neka tveganja. In te donosi, ki jih dosegajo, so takšni, ki so, da ne pokrivajo inflacije. In zakaj ne bi en majhen del tega dal v Bitcoin? In če 1%, če Bitcoin propade, 1% alokacije, ne bo nič pomenilo za celoten sklad, zato ker celoten sklad itak izgublja vrednost na dolgi rok in ne bo kupil čez 20 let s tem prav nič veliko. Če pa slučajno Bitcoin naredi to, kar mi vsi mislimo, da bo naredil, potem je pa lahko to za nas kot tisti, ki vplačujemo v pokojninske sklade, imamo vsaj neko upanje, da bomo kaj dobili, ko bomo to starost doživeli. Ampak še boljše pa je, da imamo lasten pokojninski sklad na svoji denarnici Absolutno. v Bitcoinu. Absolutno. Jaz, če bi se dal, če bi bila taka zakonodaja, jaz bi denar, ki gre trenutno v pokojninski sklad z moje plače, absolutno vzel sam in kupil Bitcoin. Ga naložil v denarnico in to je to. Kaj pa ti? Ti pa ne? Ne, jaz tam vse v Litecoin. Ti kaj bereš? Pa ja, stalno nekaj preberem. Zjutraj nogavice, pa tiste rozine iz kosmičev pri zajtrku. Ne, a kaj knjige bereš? Ja, knjige sem pa bral, veš, tista bralna značka Cankarjev pokal v hitrostnem branju, ali kaj je že bil. Kaj pa če povem, da imamo v slovenščini kratke knjige, ki razlagajo Bitcoin? Res? Ja, v Bitcoin knjižnici jih lahko kupiš. S kodo na Coinu dobiš 20% popust na posamezno knjigo. Popust? Ja, popust. Pojdite na www.bitcoin-knjižnica.si in ne pozab kode na Coinu. Čakaj, si zapišem na Coin, www.bitcoin-knjižnica.si. Ti rabiš očala, se mi zdi.
In že smo pri rubriki, koliko to stane. Stane, daj povej, koliko to zdaj zares stane. No? A se kaj spremenilo od prejšnjič? Ja, 2. septembra, to je en dan, ko so šli osnovnošolci in srednješolci v šolske klopi letos, je 1 evro stal 1890 satošijev. In danes za 1 evro dobimo samo še 1160 satošijev ali 39% manj. Se pravi, evro je malo izgubil na vrednosti. Malo? 39% je malo? V mesecu in pol, to je kar ogromno. Ne? Povprečna mesečna neto plača je šla nekaj evrov dol, statistični urad je objavljal 2. septembra vrednost 1501,1 A daj tekle cente, no. 1502. 1502 evra, danes pa objavlja vrednost 1495 evra. Razmerje je enako, se pravi, skoraj 40% je povprečna mesečna plača nižja v bitcoinu. Torej iz 0,028 je povprečna mesečna plača v bitcoinu padla na 0,017 bitcoina. Hočeš reči, da se je moja plača znižala za tok? Ne, tvoja kupna moč v evru se je za tok znižala. Predvsem proti bitcoinu, na srečo proti vsem ostalim dobrinam ne tok. Ampak nekaj se je vseeno. Ne? Pa poglejmo še 3 stvari, ki smo jih primerjala 2. septembra, to so bili iPhone, stanovanje in Passat. iPhone 15 Pro Max z 256 gigabitnim prostorom, pomnilnikom je stal 1689 evrov, danes stane samo še 1219 evrov, zato, ker so predstavili nov model, se pravi generacijo 16. Ampak v bitcoinu je padel pa za 56%, iz 0,031 je padel na 0,014 bitcoina. Si predstavljate, da ste v 2 mesecih in pol za več kot polovico lahko dobili, mislim, da lahko dobite enega najdražjih iPhone-ov. Veš, ko razmišljam, jaz sem počakal kaj do 0,001. Recimo, se bo, 1, 2, 3. Poglejva še stanovanje v Jurčkovem naselju, ki ga zdaj gradijo v Ljubljani. Stanovanje še vedno, tako kot 2. septembra, prodajajo za 440 000 evrov, kar je bilo takrat 8,3 bitcoina, danes pa je samo še 5,08 bitcoina. 3 bitcoine manj damo za stanovanje v novem Jurčkovem naselju na Rudniku. Podcenili so se, že vidim. Ja, še malo, pa bo to 3 bitcoine, 2 bitcoina. Ti kaj pa tale Passat? Passat variant. Ceno mu držijo na istem evrskem nivoju, to je 38 000. Sva gledala na Avtonetu. V bitcoinu se je to seveda podcenilo za 39%, danes ta Passat stane samo še 0,43 bitcoina. Dobro. 0,43 bitcoina. Se pravi, manj kot pol bitcoina. Se pravi, tele cene, ki jih zdaj spremljava, pa jih bova pa še naprej, ne samo, da se v bitcoinu spreminja, ampak spreminjajo se tudi v evrih, nekatere. Nekatere. Ene grejo malo gor, ene grejo malo dol. V bistvu nobena ni šla gor, če tako gledava, v evrih. Ne, jaz bi od teh... Kar pomeni, da ni inflacije. Ne, pač zajela sva en slab vzorc, ampak jaz bi rekel, da na neko daljše časovno obdobje lahko pričakujejo, da bo šlo stanovanje gor. Passat tudi, morda ne toliko stanovanje. Pa plača bo šlo, ja ne plača pa bo šlo. Ok, dobro, dosti je bilo. No, pa ne pozabite, na Nostru imamo še vedno nagradno igro. Poiščite najin profil, na Coinu, sledite in med prvimi 100 bova enega izžrebala, ki bo dobil knjigo Bitcoin Standard. Ej, kam pa ti bo spravil svoj Bitcoin? Ja, porka Madonna, ima dejana strojno denarnico. Če še nimaš, ima zate Bitcoin shop. Se veš, skodo, na Coinu dobiš 5% popusta na vse denarnice in oblačila. www.bitcoin-shop.si. David, pripravil si pa kar nekaj tem na temo zasebnosti, na internetu in v realnem življenju. Omenjaš test nedelovanja interneta v Rusiji. A lahko poveš kaj več o tem? Ja, zasledil sem, da so napovedali njihova državna agencija za cenzuro. Zanimivo ime, ne? Roskomnadzor. Ja, bo decembra, niso povedali točno kdaj,
naredili en test, in sicer bojo onemogočili dostop povezavam ali pa internetu, ki ni v Rusiji, če prav razumem. Se pravi, bojo izklopili preostali svet. Namen je seveda test uradno, a ne? Realno pa dajmo se vprašati, zakaj to delajo. Okej, ena stvar verjetno je, da skušajo razumeti, kako se bojo odzvali, če jih napadejo, ne? Se pravi, da bo prišlo do tovrstnega napada, pa bojo spet kakšne kable rezali spodaj pod oceanom, ne? Ali pa kako bojo lahko svoje državljane in tiste, ki so na tem ozemlju, omejili, kako bojo lahko informacije omejili. Ja, jaz bolj mislim, da gre za poskus cenzure ali pa osamitve. Populacija je vsem dosti velika, se pravi nekih content creatorjev dovolj, da računajo, da bodo populacijo zabavali. Ja, in pelali, kaj sami želijo, ne? Se pravi, a misliš, da bo folk to vedel sploh? Zna biti, da bo kar velik odstotek prebivalstva enostavno temu sledil po liniji najmanjšega odpora. Vedno je pa, ali pa na srečo je vedno dovolj ljudi, ki se zavedajo, kaj se dogaja in bodo načini, da bodo dobivali informacije. Tudi prej, ko je bila železna zavesa, da so do informacij prihajali, celo prehajali mejo fizično in mislim, da bo digitalno to še lažje. No, ampak se spomniš, kaj je bilo nekaj podobnega, kaj je bilo malo drugače imenovan, kaj je bilo kako že cyber attack imenovan, mislim, da leto 2 nazaj nekaj takega, na nivoju Evropske unije ali pa širš, celo na svetovnem nivoju. Predvsem so to omenjali World Economic Forum, da morajo narediti test. Za naše dobro. Seveda za naše dobro, a ne, da če pride do tovrstnega napada, do izpada internetnih povezav in tako naprej, da bomo vedeli spet, kako odreagirati. No, in to se mi zdi zelo podobno, kot zdaj je Rusija najavila, ne. Tako da ne mislim, da je samo Rusija taka, ne. Na Kitajskem se je to že zdavnaj zgodilo, pri nas pa glede na to, Evropa je pa temu tudi kar zelo naklonjena, ne? Ja, Evropa je zelo gre v smer žal Kitajske. Ja. Ne. No, pa če greva še naprej, imaš tudi eno novico, ki prihaja iz Kenije, da bomo pri vhodu v Kenijo morali javiti naš e-mail, številko telefona. Ja, to novico sem zasledil na Nostru, in sicer je kolegica, ki je tudi del življenja tam preživela pred kratkim. Vsi, ki pridejo v državo, zdaj ni še potrjeno, ali to tudi turisti, ampak vsi, ki pridejo v državo, zaenkrat piše, da bodo mogli povedati oziroma pokazati e-mail telefona. E-mail, se pravi, telefon ima eno identifikator, eno unikatno številko, in to je e-mail. To je identifikator hardvera, se pravi strojne opreme, ne? Tako. In kaj enkrat to daš, se pravi, da sledijo, karkoli počneš, kakorkoli si povezan, ne, v mobilnem omrežju. Tako, če greva še tehnično naprej, to je takoj, ko se povežemo prek mobilnega operaterja, preko SIM ali eSIM kartice, Ja. Tehnično takoj, ko se na en stolp povežemo, ta e-mail oddamo v omrežje, ne? Tako, ja. In ja, se pravi, če bojo vsi to mogli dati, če bomo vsi to mogli dati, pomeni, da bojo vsi naši premiki, vsa naša komunikacija bo spremljena, ne. Zdaj, zakaj to delajo? Ja, v naše dobro, da nas lev ne požre, a ne? Ja, in to se zelo, zelo lepo sovpada z še eno novico. Spet je Gates, naš prijatelj Bill, preko World Economic Foruma poriva globalen ID, se pravi digitalen globalen ID, in pa cash, se pravi denar tudi, ne. In prav takšne države, kot je Kenija, ki so že tako ne najbolj bogate in so odvisne od kreditov, ki jim jih ponujajo tovrstne organizacije, seveda sprejmejo vse te njihove zahteve ali pa pobude, zato, da pač dobijo te kredite, ki jim jih obljubljajo, v zameno za seveda vpliv tovrstnih organizacij po posameznih državah. Potem se pa dogajajo, da pridejo korporacije v te države in izkoriščajo položaje, ne. Spet moramo opozoriti, da Kenija se sicer zdi daleč, ampak podobne aktivnosti potekajo tudi v Evropski uniji, ne?
Žal ja. Vse, kar se zdaj pripravlja, tudi sama svoboda govora je na udaru. Poleg tega seveda tudi prihaja evropski digitalni evro in nov val propagande strani Evropske centralne banke, ki je zdaj malo spremenjen, ne? Kjer je prišlo do tega, da video je prišel ven, kjer nam prodajajo novo tehnologijo, se pravi, če naš življenje več ali manj zdaj v digitalnem svetu, dajmo pa zdaj mi tudi seveda končno tudi denar prestaviti v digitalen svet. In to je kot nalašč. Do zdaj nobena plačilna metoda ali pa mehanizem še ni deloval offline, pomeni kot takrat, ko ni interneta, a ne? Razen gotovina, seveda gotovina dela. No, ampak glej ga zlomka, glih digitalni evro bo pa to rešil, jaz sicer ne verjamem, ampak to je njihov selling point, da bo to rešil, da tudi ko ne bomo imeli dostopa do interneta, bomo lahko kjerkoli v Evropski uniji plačali in pazi to, še za zasebnost bo poskrbljeno. Torej, oni bodo vse vedeli, ampak nobenemu povedali. Tako, za zasebnost, ti nas nič vedel, oni pa vse. To je verjetno njihova zasebnost. Kaj pa podatek o tem, koliko časa bo evro v naših denarnicah trajal? Torej, na začetku smo videli načrte, da bi imel naš zasluženi evro še rok trajanja. Ja. To sicer tukaj nič ne omenjajo. Sem rekel, da je zdaj malo spremenjen pristop. Zdaj komunicirajo predvsem ta zmožnost offline plačevanja in govorijo o tem, da bomo zdaj to malo naredili, ampak moramo pa sprejeti striktno zakonodajo in zdaj mi podpiramo vse te, ki pišejo zakonodajo, da bomo lahko to izvedeli. Zdaj, ko nekdo reče, da mora neko tako striktno, močno zakonodajo in regulativo sprejeti, se morate vprašati, kaj tam noter je in kaj vam niso povedali. Meni se zdi, da se ti takoj začneš spominjati covidnih časov. QR kod. Jaz se skozi spominjam teh časov in nikoli jih ne bom pozabil. In tudi ljudi, ki so to delali, ne bom nikoli pozabil, kako so to delali. Tako da ja. Dajte se malo spomniti, kako je bilo takrat, to je to. Ukrepe, samo še 14 dni. Samo še 13, 12 in tako naprej. Tako da ja, nov poskus, ampak če imate kmečko pamet zdravo, če malo razmišljate, potem morate to zadevo zavrniti, ker to ni za vaše dobro. Rusija, Ja. Če vam je všeč, kar počneva, imate na spletni strani v nogi en gumb doniraj in lahko kakšen satoshi pošljete, da bo za kakšno kavo imela.